Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. Razstava je nastala z namenom, da odprejo vrata v preteklost in pokažejo sporočilo za sodobnega človeka. Izkopavanja in arheološke raziskave v Kranju kažejo, da je mesto zraslo na ostankih starejših prebivališč. Precej izpovedno je gradivo o Rimljanih izpred 2000 leti, nekaj predmetov prikazuje bogat antični kulturni svet. Kljub precej razdrobljenemu gradivu so ugotovili, da koščki prikazujejo Dionizijev kult. Ko greš seveda s to zgodbo nazaj, seveda odkriješ, da je Dionizijev kult mnogo več, kot danes mislimo, da je bil bog trte pa vina. Ne, to je zelo kompleksno božanstvo in to zgodbo seveda pripovedujemo zdaj, ker to pač je naša naloga, s predmeti, ki smo jih pobrali tudi po drugih muzejih. Razstava je nastala v sodelovanju s Celjskim, Ptujskim, Koparskim, Tolminskim, Goriškim in Pomorskim muzejem. Poudarek je na antičnem silnem verovanju narave in prav Dionizijev kult je pripomogel, da je človek dojemal naravo kot nekaj nujnega in obveznega za preživetje. Pravi Dioniz poskrbi tudi za rojstvo, ko se spomladi rojeva, s cvetjem vzklijejo, pridejo na dan duše umrlih. In te duše umrlih bi seveda nam lahko tudi škodovale. In zato seveda ljudje v Dionizovem procesi, ki gre skozi Atene, nosijo maske in postanejo nekdo drugi. In njim je dovoljeno potem seveda, da tudi pijejo, da rajajo. In tistih par dni je dovoljeno vse, kar druge dneve ni dovoljeno. Pravi, gre pravzaprav tudi za ljubljenje po ulicah in seveda s temi maskami pridemo do zgodbe, da se v Atenah, pred 2500 leti, uprizarjajo tekmovanja iz poezije in seveda iz dramskih uprizoritev in takrat nastanejo najboljše, kar je človeštvo sploh ustvarilo. Arheološka vitrina na ogled postavlja bogate predmete iz različnih središč Slovenije. V Kranju so našli nekaj drobcev pivskih čaš, amfora za vino in oljenka s podobo Silena, rejnika in spremljevalca mladega Dioniza, antičnega božanstva, vinske trte in vina. Blizu, kjer je bila odkrita oljenka na dvorišču gradu Kizelštajn, so prišli na dan tudi drobci finih pivskih čaš z okrasom bršljanovih listov. Grške amfore, se pravi za najboljše vino, imamo dve. Ena je z otoka Knidosa, ena je iz Rodosa, to je naša kamniška, tale pa iz dna morja v Savudriji. In sicer prišla je seveda z ladjami. Zakaj najboljše vino? Ker so ga pridelovali v antiki že v Vipavski dolini, okolica Ptuja, vse posod, kjer je bilo to omogočeno. Potem imamo vrče zraven, seveda kaže na to, da najboljše je prišlo bodisi za najbogatejše, še bolj verjetno, kot kaže kranjski primer, pa je prišlo za obredje, se pravi za kneze in za bogove, kot se reče. Antika je temelj sodobne civilizacije z neprecenljivimi izročili. Kustosinja izpostavlja enega izmed naukov tudi za sodobnega človeka, ki pravi, da je treba pravila spoštovati, v nasprotnem primeru si kaznovan. Antične najdbe pa poleg tega govorijo še mnogo drugih neprecenljivih zgodb.